V tvoji karieri ima častno mesto obdobje slovenske politične pomladi, preobrazbe iz socializma v demokracijo in izpolnjene plebiscitarne volje naroda z osamosvojitvijo Slovenije. To je bilo tvoje zlato obdobje fotoreporterstva, ki ga pojmuješ kot pomladni sij. To razen družine moje, to, kar se je dogajalo na slovenski pomladi, jaz sem bil skozi v nekem transu, v nekem zanosu, kaj nisem delal, kaj me ni motiviralo. Mislim, da je bil to čas tudi za slovenske fotoreporterje dogodek doma v hiši, ki ga ne bom nikdar pozabil. Ko smo dobili neodvisnost, sem jaz najprej poslikal stvari in tako nakar kličem svojega sina, ki je od nekdaj v Nemčiji, se rekel, we are independent, jaka, in sva jokala, jaz v Ljubljani, moj sin v Frankfurtu, dobesedno jokal sem in hlipal od same sreče. Jaz sem živel za to, kar se je dogajalo in tudi se potem izpostavil. Za časa vojne sem bil 7-krat pred puško, ampak nisem razmišljal, nikdar nisem razmišljal ne o strahu, to pride kasneje. V glavnem, to je moje lepo, najlepše obdobje življenja. Tvoje fotografije vojne za obrambo samostojne Slovenije dokazujejo tvoje garaško in tvegano delo. Življenje si tedaj absolutno podrejal fotografiranju vojnega dogajanja. Jaz sem zjutraj morda na uro prepozen vstal, sem šel z te proslave samo majčkeno, da odspim in tako, vmes se je pa zgodil napad. Po občutku se rekel, Jezersko je blizu, dajmo probati na Jezersko. In jaz se v avto sedem, sam sem bil, se peljem na Jezersko in najprej teritorialce vse prestrašene srečam, na kar jih prehtim in tako naprej. In tam na poti za Jezersko skoči vojak z naperjeno puško proti meni in kamor nisem več mogel iti, in sočasno so po gmajni tekli, po gozdu so tekli vojaki JLA, imeli so uniforme z vsemi čini in tako, med njimi je tekel tudi en Slovenc, bi skoraj rekel mojih let takrat. In mi sam na oddelek zavpil, tovariš, zginite hitro od tukaj, ker vas bo eden ubil. Ampak te vojaki v vod so tekli proti vrhu gor. Jaz sem videl, da tu dejansko življenje riskiram, ne s tem, da bi me ubili, zato ker sem sovražnik, ampak strah jih je bilo. Ta se je vračal nazaj v Nemčijo, ta Nemec. In na Jezerskem kamer. Nakar jaz, ko poslikam, sem rekel, se zgin, gor ne bo šel, ki te jo streljali in tako. Nakar slika je bila objavljena in ugotovijo v Šmartnu pod Šmarno goro, moj kmet, moj prijatelj Joža, sta pa s tem mojim kmetom, prijateljem, skupaj delala v Nemčiji, nekoč, ta je bil čisti Nemec. In je vsako leto hodil ob določenem cajt k Jožu na dopust. Še isti dan, 27. junija 1991, si bil s sodelavcem Tomažem Skaletom prvi na pogorišču sestreljenega helikopterja Jugoslovanske ljudske armade v Rožni dolini v Ljubljani, ki ga je pilotiral slovenski pilot Anton Mrlak. V redakciji Dnevnika pa so nastale resne težave zaradi enega od člankov, pa tudi zaradi dileme, katere fotografije objaviti in na katerih straneh. Spor ste rešili z odstavitvijo glavnega urednika. Pokojni novinar Robert Mecilušek iz svoje pisarne gleda proti Viču, popoldanskega svetloba, nakar preteče, jaz sem bil pa v svojem fotooddelku, preteče, helikopter so ustrelili,
Tomaž je bil tudi gor, teče za mano in se vkrcava na Katro in preletiva tja 10 minut zatem, a ne. Saj sem ti rekel, noge v to iz vse še tako bilo, edino obraz so prekrili. Jaz sploh pomislil nisem, da ne bi bila objavljena. Tam sem vso svojo avtoriteto zastavil, zelo nasršeno, zelo agresiven sem bil, ker sem rekel, dejstvo je, da je v istem času padel helikopter dol na Igu. Ampak reagiral sem, vse dni sem reagiral 110%. No. Mislim, zadoščenje imaš, ne? V bistvu življenjsko zadoščenje. To je zdaj konc. To, kar sem naredil v življenju, sem. Med tvojimi vojnimi fotografijami je posebne pozornosti vreden pomemben politični dogodek, ki si mu kot edini slovenski fotoreporter prisostvoval 2. julija 1991. Fotografiral si srečanje slovenskega političnega vrha z nemškim zunanjim ministrom Genšerjem, ki je bil takrat tudi predsednik konference o varnosti in sodelovanju v Evropi. Za nalogo si izvedel ponoči in se, tako kot večkrat med vojno, najprej znašel pred vate usmerjenim orožjem. Jaz sem vsak dan se bal tega, da bo kdo po pomoti sprožil. Nisem imel prej orožja. Ko sem se šel pogovarjati po noč za jutranji obisk v Celovcu, so skočili z grmoja v oba avtocesta 3-4 mladi ljudje, fantu, ki mi ima občutek samo tako, kot da je študent, se je tisto orožje tako treslo, da sem mislil, da mu vse skupaj dol padlo na tla. To so brzostrelke bile upirjene name. Počasi sem jih prepričal, od kje grem in tako naprej. Tako kot sem rekel, sem se šel pa pogovarjati po noč, ustno, da ne pride do prisluškovanja. Sem se šel pogovarjati, da gremo zjutraj z vlakom, da grem s Kučanom in Ruplom v Celovec na pogajanja. Ja, seveda s našim prijateljem Genšerjem, ne? Edino rumenega polovarja tokrat ni oblekel. Drugače je bil pa prijatelj Slovenije in Slovencev. Smo se dobili, naša varnost z mano, sredi Šiške po noč, ob enih 2 po noč, kjer mi je pač nekdo rekel, ob 7 zjutraj bodi na Ljubljanskem kolodvoru, in nakar sem šel jaz se odpeljal domov, še pospat morda ne pol urce. Praktično sem bil malo razburjen tudi. No, in ko se pripeljem jaz na kolodvor, gre Rupel proti meni in tam drugim pove, Kučanu in drugim, no, Nace je že tukaj. Ne bizil Nace. In moram reči, da mi je drago, da so mi ti ljudje tako zaupali. Zato, ker že Armbruste so prvič potegnili ven na tem vlaku, ko sem jaz bil, so ven potegnili na Jesenicah, da zaščitijo naše politično vodstvo, to da nobeden, ne Kučan, ne drugi ni šel v zaklonišče. Tudi za Armbruste so potegnili ven zaradi tega, ker sta bila najavljena 2 miga, da priletita nad Jesenice. Mi smo bili pa na golem tam. Vagon ti ne daje nobene varnosti. Tako da smo potem se odpeljali proti Beljaku. In zdaj, a je to samo domneva, jaz sem kar dober vir, tako da skoraj lahko verjamem, da je bil problem v tem, da so Nemci vprašali, če imamo kaj orožja, in mi smo odgovorili ogromno, kje ga pa hranite, so rekli takoj za predsednikovim vagonom. In takrat se je nekdo za glavo prijel prav, ne gremo v Slovenijo. Potem, ko je Genšer prijel Rupla za
Nadlakt. Takrat je bila tu iskrica upanja, to je blizu je Vrbsko jezero in jaz v vagonu noter filme menjam, pogledam ven, vidim jadrnico, vidim plavo nebo, sem si rekel, kaj jaz sem na morju, a smo na morju, toliko smo bili v tem poslu, v pregovarjanjih in tako naprej, ampak vse je to potekalo zelo mirno. Zame je tudi Rupel političen kredo dvignil kot pogajalec in tako. Skratka, delovali smo mirno, vljudno, strateško, tako kot se je šlo. Tudi avstrijski del politike, da ne govorimo Genšarja, to so bili nasmehi, prijetnosti in uspeh nam je rodil dobre pogoje za pogajanja.